Glavna junakinja prebranih celic bo Jelka, gimnazijka, ki jo je upodobil Anton Ingolič. Najstnico, ki nenačrtovano postane mama, sta na pot pospremila Juš in Tija. Tija, najprej eno nenagradno vprašanje. Tale knjiga je šla leta 1967. Misliš, da je bilo takrat več najstniških nosečnosti ali danes? Glede na razvoj družbe bi rekla, da je bilo takrat več najstniških nosečnosti, saj so bili pogovori o spolnosti bolj tabu, dostop do kontracepcij in izobraževanju o spolnem zdravju pa veliko manj kot danes. Ja, tvoj odgovor je pravilen. Takrat je bilo namreč 607 17-letnic, ki so rodile otroka, pred nekaj leti pa je bilo takih samo 30. Kakšna pa je ta najstnica, nosečka Jelka? Jelka je bila izjemno vestna in pridna dijakinja, kar je razvidno že od začetka romana. Vendar se njeno življenje nenadoma spremeni, ko izve, da je noseča. Ob takih nenadejanih dogodkih je dobro, da imamo podporo staršev. Kakšen pa je bil odnos njenega očeta in mame do Jelke? Odnos med Jelko in njeno mamo je bil zelo napet in poln obsojanja. Na drugi strani pa je oče odreagiral veliko bolj razumevajoče in je stal ob strani, ko sta skupaj urejala Jelkin ponovno vpis na gimnazijo. Ja, predvsej bolj prijazen je bil, a ne? Je res. No, zdaj pa je z nama urednica Anita Drnovšek. Anita, veliko delate z mladimi, pa me zanima, kako pa bi danes sprejeli Jelko starši in šola? Živjo, lepo pozdravljeni. Prepričana sem, da bi Jelkino nosečnost danes vsi drugače sprejeli. Najverjetneje bi jo zlahka zaupala staršem, morda prijateljici, zagotovo bi tudi med učitelji našla nekoga, ki bi ji prisluhnil, da ne bi toliko časa občutila tako velike stiske. Predvsem pa ne bi javno presojali Jelkinega materinstva na učiteljski konferenci, po kotih šole pa bi se verjetno marsikaj govorilo. Hvala, Anita. Tija, Jelka ima k sreči eno zelo dobro sošolko Ado. Kako ji ta pomaga? Ada pomaga Jelki tako, da je stopila pred profesorski zbor in priznala, da je prav ona eden glavnih katalizatorjev za Jelkine težave. Saj je ona tista, ki je organizirala zabavo, ki se jo je Jelka udeležila. Prav tako je razkrila vsem profesorjem, da tudi otroci, točno teh profesorjev, se udeležujejo prav podobnih zabav. In ko je ravnatelj ponovno vprašal, ali je kdo nasprotuje odločitvi, da bi se Jelka ponovno vpisala, je zbornici zavladala tišina. Kar pogumno dejanje, ne? Res. Hvala, Tija. Rok, tvojim tekmovalcem pa tudi želim veliko poguma. Ja, hvala, Juš. Poguma tekmovalcem zagotovo ne manjka. Verjamem, da komaj čakajo, da slišijo tole vprašanje. Tema knjige so najstniške nosečnosti. Kaj je poleg odkritega pogovora o spolnosti kot razlog za upad najstniških nosečnosti navedla Tija? A. Izboljšanje dostopnosti do kontracepcije, B. Podaljšanje časa izobraževanja, C. Izboljšanje izobraževanja o spolnem zdravju ali D. Podaljševanje bivanja doma. Kaj ste torej razbrali iz našega pogovora? Ekipi pravita, da A. Tija pove, da sta možnosti za zmanjševanje števila nosečih najstnic detabuizacija spolnosti in izboljšanje dostopnosti do kontracepcije. Pravilen odgovor je res A, ki prinese 5 točk obema ekipama. Bravo!